Pozdravljeni si skupaj, spet se oglašam z novim videom in tokrat z idejo oziroma inspiracijo, ki sem jo dobila od učencev seveda, kako doseči določen cilj. Največkrat pridejo kakšni pevci k meni in rečejo, joj, jaz bi rad pel, ampak bi rad malo več pel, rad bi živel od tega. Ali pa bi rad učil petje, rad bi, ne vem, pač se s tem ukvarjal tako, da zaslužim denar, da je to bolj resno. Ampak ne vem, kako se tega lotiti in kje sploh začeti in tako naprej. No, in moja najboljša strategija je, da najprej pogledam po tej Diltsovi piramidi, temu rečemo, vidite, tle je ena piramida, ki jo je nekako izumil, bom rekla, ali pa naredil Robert Dilts, to je en guru iz nevrolingvističnega programiranja, tisti, ki to poznate. No, in po tej Diltsovi piramidi se sprehodimo in vidimo te različne nivoje, kako pravzaprav postati pevec, kako delovati, kako to početi profesionalno. No, in začeli bomo na ravni okolja. Torej, najprej vprašam pevca, pa kje ti sebe vidiš? Zdaj, ko si že pevc, naprimer, gremo v prihodnost. Predstavljaj si, kje bi ti pel? Kakšni ljudje bi bili okrog tebe? In ko si na odru, kako se ljudje odzivajo na te? Potem, ali imaš družino, si samski, karkoli, ne? Kako sebe vidiš v tem sklopu? Torej, kako usklajuješ družino z svojim novim poklicem pevca, ne? Profesionalnega. Torej, vse te zunanje stvari okrog nas, kako pravzaprav v okolju sebe doživljamo, sebe vidimo in kakšni ljudje so okrog nas, ne? Kakšna je naša okolica na vseh nivojih. Potem naslednje vprašanje je, kako se vede pevec? Kaj počne? Torej, kaj profesionalni pevec sploh mora početi v svojem poklicu? Mora imeti nek repertoar, verjetno, ne? Se mora naučiti toliko pa toliko skladb. Potem mora znati komunicirati na določen način. Tudi s svojimi menedžerji, če jih ima, ne? Ali pa z ljudmi, s publiko. Potem spet na ravni okolja, kako komuniciram, kako pravzaprav funkcioniram v tem življenjskem stilu, ne? Identitete pevca. Potem sposobnosti. Katere sposobnosti moram imeti? Katere sposobnosti že imam? Mogoče so kakšne sposobnosti, ki jih ne bom več rabil, ali pa rabim kakšne nove, kaj pa vem, ne? Vse na ravni tega, kaj pravzaprav potrebujem za upravljanje tega poklica. Če potrebujete, na primer, boljšo pevsko tehniko, si najte enega vocal coacha. Če si morate naučiti igrati inštrument, si najte pianista, ki vas bo to naučil, ali kitarista za kitaro. Če rabite več glasbene teorije, znanje glasbene teorije, se pač to naučite, ne? Naprimer, to so ene take stvari, ki jih pevec skoraj mora znati. Potem tonalitete svojih skladb, ne? To bi tudi lahko štelo v sposobnosti, ne? Da sem pripravljen dober kot pevec, ne? In tako naprej. Torej, vse te stvari je treba pregledati. Potem vrednote in prepričanja. Torej, kaj mi je pomembno? To so naše vrednote. Tle se zastavi vprašanje predvsem, naprimer, kaj je meni, naprimer, da imate družino, dajmo takole pogledati, ne? A je družina na prvem mestu ali na drugem mestu? Ne? Ali je vaš poklic kot pevec, ne? Boste dali to na prvo mesto ali boste dali družino na prvo mesto? To so vprašanja, ker se lahko to zgodi, ne? Zdaj, če ste samski, potem ne boste imeli verjetno tega vprašanja, bo pa kaj drugega, ne? Ali pa, ne vem, ali vam je bolj pomembno iti vsak dan vaditi 1 do 2, 3 ure, ali vam je bolj pomembno, da greste s prijatelji ven vsak dan in ta čas za to porabite, ali pa, ne vem, karkoli drugega. Vse te stvari je treba nekako vrednotiti, ne, povrednotiti, torej kaj nam je najbolj pomembno in lahko si naredite lestvico teh vrednot. To tudi na coachingih delamo, ne, vam pomagam
da sploh razčlenimo, da sploh vidite, kaj so vaše vrednote, ne? Ker velikokrat je to nezavedno in potem pride do kakih notranjih konfliktov in frustracij, ker se zgubimo na življenjski poti, ne vemo, kako naprej in gre pravzaprav ne vemo v tistem trenutku, kako naprej in velikokrat je konflikt ravno v tem, ko ne vemo, kaj nam je bolj pomembno, ne? Kakšne so naše vrednote. In seveda prepričanja pride zraven. Torej, v kaj verjamemo? Tle pride do teh notranjih vprašanj, ne? Če, na primer, jaz nisem 100% prepričan, da lahko živim od petja, potem bom težko živel od petja, ne? Pač, ker me bo vedno bom imel en dvom, ne? Vedno me bo nekaj nazaj držal, da ne grem še en korak naprej. To se nam ogromnokrat zgodi, tega največ vidim, ne? Ker nismo čisto prepričani, da mi bi to, ampak ne vem, če bi, pa ne, in tako naprej in pa nikoli nič ne naredim. Če to želim, morajo tele vrednote in prepričanja biti v skladu. Moramo biti celi v to. Moramo biti 100% prepričani, da mi to lahko dosežemo. Torej, pregledati vsa prepričanja in če so tle kakšna omejujoča prepričanja, ki nas omejujejo, da pridemo do tega določenega cilja, potem vsekakor moramo tole počistiti, ne? In to recimo tudi na coachingih počnemo. Potem pa identiteta, torej naslednji nivo identiteta. Kdo sem? Poslanstvo, kako vidite samega sebe? Torej, kdo sem kot pevec? Kako živim? Kakšno je moje življenje, ko živim identiteto profesionalnega pevca? In se takrat grem pogledati spet, tole delam na ravni okolja, kako se vedem, to so moje sposobnosti in v to pa to verjamem. Naprimer, to so ene take osnovne stvari, ki pašejo potem pod identiteto, ne? Ki mora biti vse v skladu, da lahko rečem, jaz živim to svoje poslanstvo pevca. Vse je usklajeno, ne? In vse to preverite, da kar identiteta pevca to rab, ne? Ali česar drugega, ne? Če želite biti najboljša mama na svetu, kaj najboljša mama počne, ne? Kje je spet okolje, vedenje, sposobnosti, vrednote in prepričanja, da sem jaz najboljša mama na svetu, na primer, ne? Pregledamo vse to. In še vizija. Vizija je pa neko širše poslanstvo, kako sebe vidim s to identiteto pevca v okolju, v širšem okolju. Na primer, nek globlji smisel, da prispevam tudi za druge k temu. Ker če to mene veseli neizmerno, da jaz pojem, potem, če sebe razveseljujem s tem, iskreno, potem tudi druge, verjemite, da gre to vedno tako. In že s tem doprinašam, ne? Ker, na primer, že na mikroravni, to pomeni recimo družine, če jaz pridem zvečer iz svojega špila vesela domov, ker sem pač tam razveseljevala ljudi oziroma mogoče jim dala nekaj takega, se jih dotaknila z mojim petjem, je to ena taka sreča notranja in izpopolnjenost, da seveda to tudi domov prinesete, ne? In verjemite, da bo tudi vaša družina takrat srečnejša, ko bo vas videla tako srečne, ne? In tudi to je lahko pod vizijo, ne? In tako naprej. V glavnem, vse te nivoje poglejte, ne glede kaj počnete, ni mu zdaj to biti pevec, lahko je to, ne vem, jaz si pa želim biti menedžer, ne? In greste spet po teh korakih, kako biti uspešen menedžer, ne? Kaj vse na ravni okolja, vedenja, sposobnosti, vrednot in prepričanja, identitete in potem vizije živim kot, na primer, zelo uspešen menedžer. Ok, to je to za danes. Naslednjič bomo govorili o kako po majhnih korakih priti do res specifičnega cilja. Video se bo imenoval Smart cilji in ste vabljeni k ogledu. Hvala lepa za danes, ker ste me poslušali in upam, da ste se kaj naučili. Če so vam moji videi všeč, se lahko naročite na moj kanal in me spremljate še naprej. In se vidimo naslednjič. Živjo!